Nova epizoda s podcasta tokrat prinaša pogovor o tujini. Jasna Žaler-Culiberg se je skupaj z možem in svojimi otroki preselila daleč. Zakaj govorim daleč? Zato, ker ni bilo tako zelo enostavno. Jasna, živjo, lepo pozdravljena. Dober dan, hvala za povabilo. Sem pravilno rekla zelo daleč, ne? Ker niste samo spakirali kovčke in šli majčkeno po Evropi oziroma se preselili nekam v Evropsko prestolnico, ampak ste kar konkretno zavihali rokave. Ja, res je, čeprav po toliko prepotovanega se mi iskreno ne zdi tako daleč, sicer je pot domov trajala v seštevku natančno 26 ur, tako da ja, sigurno je daleč, ampak kaj zvem, mislim, da bi bil premik tudi nekam bližje, ker vseeno nisi dnevno doma, mogoče na koncu čisto isto daleč. No. Salvador je postal vaš dom. Res je. Koliko časa ste zdaj že tam? Mi smo odšli junija prejšnje leto, se pravi tega junija smo slavili recimo, da natančno 1 leto in zdaj smo prvič na počitnicah doma v Sloveniji in to leto je minilo 1, 2, 3. In zelo sem vesela, da sem te ujela še pravi čas, ko ste tukaj, ker potem verjetno spet nekaj časa ne boste toliko časa preživeli. Res je, sva kar čarali, da sva zdaj tako na hitro zorganizirali, ker je urnik poln, pač če si tako dolgo odsoten in so tu še vedno podjetja, pa potem še družina, prijatelji, otrok, vse, tudi malo naših počitnic je bilo, ker zdaj je malo napeto vse dni. Ampak ja, nas ne bo sigurno, vsaj mene in otrok, sigurno 1 leto, ker so počitnice tam mogoče prekratke za obisk Slovenije, pa tudi v zimskem času, pa glede na to, da smo svojo hišo oddali in da nimamo čisto svojega doma, se bi mogli nekje nastaniti, pa malo sem pa tja, tako da sigurno 1 leto nas z otroki ne bo, mož pa prihaja zaradi službenih obveznosti na 3 do 4 mesece. Tako da on bo, mi pa ne. In on je potem tudi tisti, ki prinaša kakšne dobrote iz domovine, ampak o tem bova v nadaljevanju. Jasna, pejva midve na sam začetek. Zdaj, z možem sta oba, lahko rečem, da popotnika, zelo rada sta že prej potovala, potem, ko so se vama pridružili najmlajši člani družine, ki zdaj niso več tako zelo majhni, a ne? Ja. Ste to dinamiko družinsko ohranjali še naprej. Praktično, koliko držav ste prepotovali skupaj? Res ogromno, ne? Ja, jaz jih imam v žepu dobrih 100. Držav je sicer 197 ali pa 198 po različnih teorijah, nastankih in združevanjih. Ampak ja, ogromno, to je bila neka moja strast, odkar sem postala najstnica. To me je vedno veselilo, kaj je za vogalom. Zdaj se mi je to najbolj pametno potrošen moj študentski zaslužek, pa tudi delno štipendija in to mislim, da te ali potegne vedno bolj in tega nikoli ni dovolj, posrka in postane v bistvu način življenja. Tako da, ko sem spoznala Mihata, je tudi on že kar nekaj potoval, morda malo manj kot jaz in potem smo to skupaj seveda nadaljevali. Otroci niso bili pri tem nikoli ovira, sicer je tip potovanja morda malo drugačen ali pa prilagodljiv. Sva pa res imela že toliko izkušenj, da nama ni predstavljalo za neki blazen stres potovati z otroci in to zdaj nekako nadaljujemo. In to je po mojem tudi razlog, da te krajše počitnice, ki so šola pač puka proste, ne želimo iti domov v Slovenijo za 14 dni, ampak želimo raziskovati tisti delček sveta, ker tam zraven so Karibi, en kup tistih malih otočkov, ki ima vsak čisto neko svojo dušo, pa dinamiko, pa kulturo. Tako da tudi probamo tako izkoristiti. No. To so bili recimo da začetki. Ampak prednost ste se odločili, a ne? Praktično oba z možem sta uspešna podjetnika v Sloveniji, Minicity vsi poznamo, vodiš ga oziroma si lastnica tega, bom rekla, skupka za otroke, ki jim prinaša veliko poučnega. Človek bi rekel, pa sej, a je bilo treba sploh razmišljati prvo o tem, da greste okoli sveta, ker kot vem je bila to prvotna ideja in želja, da greste vsi skupaj, ne? Glede na to, da je, ko je ta odločitev bila 100% in v bistvu že tudi speljana organizacijsko, sva si z možem dala tudi tatu na to temo, tako da obljuba, da se bo to še enkrat zgodilo velja, ker zdaj tega zbrisati moram, ne?
Ja. Kaj je bila ta, veš, zanima me, kaj se zgodi vzgib, kakšen mora biti, da rečeš, da sploh začneš razmišljati o tem, dajmo vse, kar imamo na nek način oddati, prodati in pejmo okoli sveta. Začnimo planirati našo pot okoli sveta. Mislim, za naju to ni bila neka velika drama ali pa dosti razmišljanja, zato ker prvič nam tukaj ni nič manjkalo. Jaz bom vedno trdila, da bolj ko potuješ, bolj ceniš Slovenijo in prepričana sem, da ni več kot 5 držav na svetu, ki imamo tako visok standard življenja v vseh segmentih. Slovenija je res biser in upam, da bo ostala čim bolj taka skrita, da je ne bojo napadli vsi naokrog in prišli v prevelikih masah ljudi, da bo ostala ta botična, evo, točno tako, prava beseda. Tako da nič, po več kot 10 letih, vem, da na zven to zgleda drugače, celo menim, da si s svojim Instagramom delam slabo reklamo v smislu delovne podjetnice, ker tam se pokaže bolj uživaški del življenja. Zadaj pa tisti, ki me poznajo, spremljajo, sodelavci in bližnji, vedo, da je bilo ogromno truda. Mi dva oba izhajava zelo preprostih družin, ničesar nisva dobila, nisva štartala z eno garsonjero ali pa z enim vikendom na morju. V bistvu čisto z nule. In tudi, ko sva se spoznala, sva bila oba težka 150 ali pa več tisoč minusa, ne pa kakšnega plusa. Tako da sva si vse res prislužila in v ozadju si verjetno lahko predstavljaš, da če delaš to pošteno, potem je ogromno garanja in po 10 letih nenehnega stresa, skrbi, seveda je dopust, počitnice, lepa slika, samo noben ne ve, da čez 5 minut, ko se od kamere obrneš, zvoni telefon, pride problem, imaš drisko, ker je problem velik, pozno greš spat, ves čas si dosegljiv in tak naprej. In to si pa še mama in gospodinja, ne? To pa je tako ali tako že nekaj tak samoumevnega, da sploh se mi ne zdi vredno hvale, zato ker je tako samoumevno, da mi več fokusa potem vzamejo tiste bolj zahtevne stvari. In kakorkoli po 10 letih tega tempa se utrudiš in mi sva rekla v Avstraliji, če bi živeli, ti po toliko letih neke redne delovne dobe, kot sva jo midva takrat imela, pripada sabbatical, ne? In takrat ljudje za pol leta, leto grejo po navadi potovati in meni se ta ideja zdela fantastična. Pogosto se nam je zgodilo, ko smo zaključili tudi 3 ali pa 4 tedensko potovanje, da še nismo hoteli domov. Mi dva zelo pogosto, zdaj na koncu pa že otroci, joj, še to. Ko da se nismo nikoli dovolj nasitili tega. In vem, da sva se že leta nazaj pogovarjala, si misliš, zdaj smo tu zaključili, zdaj pa gremo samo tja, nadaljujemo novo zgodbo, pa potem še tja, da je to eno tako dolgo obdobje, ko se naužiješ tega, kar nam je pač res všeč. No in po 10 letih sem v bistvu bila jaz tista, ki sem rekla, zdaj pa tako, ali greva zdaj, ali pa do penzije boma to mogla pozabiti. Zakaj? Ker ne bi rada otroke, ki so zelo motivirani v šoli in jim pomeni šola, jo resno jemljajo, ne bi jih rada v enem 7., 8., 9. razredu, ne? Vzela je šole in se postavila vlogo učiteljice šolanja na domu, namreč od 5. razreda naprej v slovenskem šolskem sistemu mora otrok po šolanju na domu, kar bi to bilo, ne, narediti izpite iz vseh predmetov. Vključujoč glasbo, telovadbo in vse. In to se mi je zdel velik, odgovornost, predvsem zame, da bi 3 različno stare otroke, različne vsebine mogla učiti. In ker še Jaša ni bil v šoli, oziroma to leto še ne bi bil v šoli, ko smo mi pot okrog sveta planirali, ta mali 2 pa še tako male, da si mislila tisto abecedo, pa računanje do 100, to bom še komod zmogla, ne? Bomo nekako to naredili, plus da do 5. razreda se pa dela izpit samo iz matematike, slovenščine in angleščine. Medtem ko od 5. naprej za vse predmete in to je velika razlika. In to je bila motivacija, da malo pohitimo. No in tako je ta odločitev padla, v bistvu sva si to neko obljubo dala in to sva speljala organizacijsko, tudi obvestila že šolo in mi bi na to pot resnično šli. Mi bi konec junija na to pot okrog sveta šli. V detaljno splanirala, mislim, da zelo kvalitetno in mi bo prav služila še kdaj v prihodnosti. Ravno to detaljno splanirala, to me zanima. To verjetno ni, a ne tako, da bi rekel, ok, tukaj bomo začeli, tukaj bomo končali, vmes pa kamor nas bo pač poneslo. Vidva vem, da sta tudi sicer zelo organizacijska tipa človeka in da imata
sicer tudi rada vse tako vnaprej splanirano in tukaj ni bilo nič drugače. Ne? Takrat sem večkrat spremljala, kako ste se pripravljali in to je res bilo od stroškovnika do... Res je. Tudi mogoče ravno zaradi tega, verjetno, če bi imela 1 milijon ali pa 2 v žepu, pa bi že zaključila svojo poslovno pot, bi mogoče lahko šel tak bolj spontano, ker pa je bilo treba razmišljati tudi, kje bo internet, kje se bo lahko 3, 4, 5 dni bilo v miru, da bova lahko delala, ker midva se ne bi upokojila, ampak bi še vedno firme v nekem omejenem obsegu vodila. In vse te faktore je bilo treba premisliti. Treba je pogledati bilo tudi z finančnega vidika vreme, v katerem delu leta, da ne bomo se torej sami sebe nekako ohromili zaradi snega. Mi bi šli z avtomobilom, predelanim velikim v bistvu džipom. In ne moreš v vsakih razmerah v deževni vodi, dobi poplave, sneg, ono tretjo. Tako da je bilo to kar detaljno splanirano. Ampak evo, potem je pa, jaz rečem, da en moj Bog, ta moj, v katerega jaz verjamem, neka moja višja sila, stvari spet zložila tak, kot je po mojem najboljše. In dostikrat se zgodi v najnem življenju, da pride na pot nekaj sreče ali pa kaj vem, ker ko danes pogledam na to, menim, da bi pot okrog sveta v tej obliki, o kateri sem govorila, jaz sem sicer kot deklica sanjala o poti okrog sveta, tako vidimo v filmih, ko gre ta 2 zaljubljena študenta, brez obveznosti, brez položnic, brez skrbi, brez firm, brez odgovornosti za otroke, brez bremena šole in tak naprej. To je druga zgodba. Ne? Zdaj, to sem že zamudila, ne? Morda v drugem življenju, ampak v tem našem paketu to ne bi bilo zelo preprosto. Ne? Mogli bi paziti na budžet, mogli bi delati, sama pot, voziti, potovati, iskati nočitev, zvečer utrujen iz kovčkov, iskati zobne ščetke, zobne paste, anorak, mrzlo, toplo. Ne bi bilo zelo enostavno. Plus služba in tak naprej. In mislim, da bi mogoče bili na koncu razočarani v tej idilični predstavi, ki sem jo vsaj jaz imela. Ne? Hvala Bogu, imam pol moža, ki je dokaj me uravnoteži, potem tudi s tem, kar lahko slabega pride. Ampak Miha je v bistvu dobil, to je bilo enkrat sredi ali pa konec marca, ravno smo tudi prihajali z ene poti, na poti na letališče klic, ki je pač predstavil zgodbo, da bi to neko poslovno idejo, to neko zgodbo, ki jo Miha gradi tukaj že nekaj let, v zelo podobni ali pa skoraj enaki obliki se preselilo tudi v El Salvador in to bi postavljal Miha. Seveda čist prva reakcija v avtu, ko je telefon odložil, oziroma sem celo mislim, da poslušala, ker je imel na speakerju medtem, ko je vozil, je bila, pač ne, absolutno ne, 1 leto priprav za pot okrog sveta, pa tudi tisto, ko se res že veseliš. Ko si že skoraj mečkan z eno nogo tam. Točno tam, pa tudi otroci, ne? Oni so že bili čist, sošolci debatirali, detajle z mano gledali, a bomo prej to, a bomo polono in tak naprej. In meni se je to zdelo tako, ne, zdaj smo toliko vložili ene energije. In če, kot sem prej rekla na začetku, če ne bomo zdaj, vem, da nisem taka mama, da bi rekla, ko šora pač 1 leto šole, bojo spustili, padli, bojo pol z drugimi sošolci, ali pa tudi otroci niso taki, ne. Mija je zelo organizirana, dobre ocene, tak, in bi jo bolelo, da naenkrat ti pa ne bi šlo, ker smo mi 1 leto lumpali, mogla biti drug razred z drugimi sošolčki in tak, ne. No in moja reakcija je bila ne. Potem moj mož malo zadiha, ne. In potem smo šla pa tako, kot midva narediva, kadar pač so stvari take, da se je treba odločiti, pač tabla plus minus. Aha. In čisto po poslovni logiki, kaj so plusi, kaj so minusi, kaj so prednosti, kje imamo pomisleke, kaj so neka čustva, ki mogoče niso razumska, ampak jih en pri drugem spoštujemo, kaj so neki strahovi, kaj jaz vem, karakter, otroštvo, karkoli, kaj je to cela zgodba in to nekako uravnotežimo. In ko tisto potem po 2-3 urah dobrega brainstorminga pogledaš, se ti v bistvu slika zelo hitro sama pokaže. Ne? Iti nekam, kjer bojo otroci v dobri, stabilni šoli, kjer ne bom prevzemala vloge učiteljice, kar mi ni posebno veselje, ker je topla klima, kar smo ljubitelji, ker zima nam ni najljubši čas, potem osvojiti nek jezik, ker na poti bi jezike non-stop menjavali in ne morem reči, da bi se zdaj nekaj naučili, ker bi šli skozi 10-15 jezikov. Bolj umirjeno.
Po drugi strani pa tudi sva malo upoštevala, recimo Mihata, tolkoleten trud. To je eno priznanje, da dobiš tako priložnost. In vem, da mu nekje v notranjosti veliko pomeni in tudi za njegovo poslovno kariero naprej to pomeni veliko. Zase sem vedela, da je vseeno ta trud podjetništva prišel tako daleč in način vodenja z zaupanjem in partnerstvom tak, da bom lahko iz tujine vseeno stabilno to vse peljala naprej, kar mislim. In na koncu smo rekli, glej, se tudi to je v bistvu en približek potovanja okrog sveta, bomo na drugem koncu, bomo v drugi kulturi, ne bomo se toliko menjavali, plus Salvador je skoraj isto veliko Slovenija. In tudi malo lahko rečeš 4 sosede. Ena soseda je morje, Pacifik, druga soseda je Gvatemala, Honduras in Nikaragva. Če se pa pelješ samo še 3, 4, 5 ur z avtom, si pa že v Belizeju, v Mehiki, da ne govoriva, da je tam tudi ponudba nizkocenovnih letalskih družb, kot je tukaj recimo Ryanair. Tam je tudi Arayet, ki leti za $100 v Miami, v Cancun, ko so razne akcije in če jih loviš na večino teh karibskih otokov, Aruba, Santa Lucia in skratka, in se nam je to zdelo, v bistvu bomo pa bolj podrobno, pa bolj kvalitetno tisti konec raziskali, pa bo tudi ena taka pot. Žepi ne bojo vedno bolj prazni, ne? In to je tudi neka mirnost, ki kakorkoli skrbi za 5 otrok, Miha finančno je to veliko. In tako sva nekako pol rekla, veš kaj, mogoče pa je to res tisti moj vesoljc namenu. In smo s to odločitvijo zdaj zelo pomirjeni. Verjetno pa reakcija vajnih najbližjih takoj na začetku, ko sta rekla Salvador, ni bila takoj, wow, ful dobro, ker Salvador vemo, ne, da je v preteklosti res slovela država po tem, da je res veliko kriminala, o tolpah, res nevarna država. Sicer danes temu ni več tako, ampak sta imela tudi vidva morda pomislek ali pa vajni bližnji, v smislu, joj, to ni samo drug konec sveta, to je še morda nevarnost. Ja. Iskreno, prvi feedback ni bil takšen, zato ker mislim, da smo ljudje, sploh še tisti, ki ne potujejo, kar recimo naša družina, vse moja je, ne, v tem, da ne potujejo, se v El Salvadorju ni toliko vedelo. Tako da bi bili zelo informirani, ko smo mi dva to povedala, pa rekli, joj, veš, tam pa je točno to, ko se dogaja to, pa se je zgodilo to, pa tam je to humorov. Tega v resnici ni bilo. Bolj sem jaz začutila en čist tak strah očeta, mame, babic, ne, v tem smislu, joj, pot okrog sveta bi se sigurno zaključila, tu pa, koliko vaju poznamo, se mogoče ne bo. In kakorkoli izgubiti otroka, čeprav je velik in odrasel, predvsem pa vnučke, ne, ki jih nimaš ob vsakem rojstnem dnevu, prazniku, odraščanju, nisi ob nekih malih korakcih, ki so veliko vredni, to sem jaz začutila kot eno strah, bolečino. Po drugi strani ni bilo nekega upiranja, ker nekako sva oba že toliko, jaz sem šla od doma, ko sem bila stara 18, recimo, ne. Potem sem šla študirati v Ljubljano, tudi nisem zelo dosti prihajala, potem sem toliko potovala, potem sem študirala v tujini na Finskem, potem je prišel magisterij, sem bila spet v tujini, potem sem pa itak začela delati v Ljubljani in sem bila tako fizično ločena od družine že dolgo, tako da to mogoče ni bilo, bolj je bilo za vnuke. Šele kasneje, ko so ljudje sprejeli, to je zdaj zares, pa začeli malo brati, pa brskati, pa sem pa tja, je seveda bilo. In to je bila tudi najina debata, zato sva se tudi odločila, da preden se fizično podpiše in zapečati in ni poti nazaj, je šel Miha maja potem to na svoje oči pogledati. Kot popotnik, kot starš in kot poslovni človek, ki bo tam moral graditi eno veliko zgodbo. No, in tako je tudi bilo. On je šel, zelo dobro se je tega lotil, pogledal je vse plati, se pravi od tržnice, trgovin, bank, nočnega življenja, šel je pogledati vseh 6 teh najboljših mednarodnih šol. Kaj še? Zaradi že napovedovanja nastanka posla je seveda na drugi strani že bilo nekaj komunikacije, tam je bil nek odvetnik, ki pomaga novim podjetjem, on je že pripeljal nekoga, so bile neke poti že rahlo napeljane, tako da je imel neko družbo ljudi, ki je pa tudi mnogo prišlekov iz Venezuele, iz Amerike in je z njimi ogromno debatiral, kako se pa ti počutiš, ti imaš tudi otroke, kak je to, kak je ono. In smo v bistvu ugotovili, da
v medijih, pa ko to bereš, se očitno stvari ažurirajo z malo zamude. Ne? Salvador je definitivno bil še 4 leta nazaj, pravijo, da najnevarnejša država na zahodni hemisferi, kar je tudi statistično po številu umorov, nasilja in tega bil. Vse je pa stvar, mislim, da je to taka revolucionarna sprememba, o kateri se bodo pisali knjige. Ta gospod Nayib Bukele, ki je v bistvu predsednik, naredil eno blazno revolucijo. Tako v kratkem času, ne? Tako v kratkem času, zgradil en najbolj grozovitih ali pa neprijaznih prebivalcem, zapornikom, tale zapor, zelo takih ima na točno toliko kalorijah, spijo na brez žimnic, brez jogija, torej na trdem, zelo na strogo in tak na fejst. In je v bistvu v teh 3 letih to postala čist druga država. Ne? Ko sem nek članek pisala za svoj blog, sem googlala in ugotovila, da je bilo v Sloveniji bistveno več nasilja, prijavljenih primerov kriminala in tudi umorov v primerjavi s Salvadorjem v enakem, recimo, časovnem razponu. Tako da Salvador je šel iz tiste črne zgodbe na eno tako čist novo in potem, ko je Miha to obiskal, se vsemi pogovarjal, tudi s temi učitelji v šolah, vsem tem, je nekako ta strah razblinil. Se pa spomnim, da smo prve mogoče mesec dni, da sem se vedno zaklenila v avtu, da sem okna imela vedno zaprta, da sem zvečer preverila, če je vse zaklenjeno, medtem ko zdaj, ne. To, mislim, nikoli ne zaprem okn, nikoli... V bistvu se počutim na nek čuden način, celo bolj varno, kot če bi šla zdaj zelo pozno po noči sama po Ljubljani v bližini nekih lokalov. Bite prej tu eni vinjeni ljudje, fantje ali kakorkoli, brezdomci, neprijetno bi se počutila tu bolj kot tam. Ker ravno kaj je on naredil, na vsakem vogalu, pred vsako javno zgradbo, pošto, šolo, bolnico, vsemi večjimi podjetji, trgovinami, stojijo varnostniki, policaji, ponekod tudi oboroženi vojaki in v bistvu si ves čas tak malo varen, kot da te nekdo čuva. Predvsem je pa naredil tako grozne kazni in dolgoletne zapore brez kaj dosti pregovarjanj, da po mojem so se ljudje zdaj čisto nazaj potegnili in še pomislijo na, a bo spil 2 deci ali ne, ker je tudi kazen za vožnjo, če si vinjen, tako zelo visoka. Ne? Hkrati je pa uspel pri ljudeh doseči to, da zopet zaupajo policiji. Ne? Brala sem en članek, da v bistvu nekoč je bilo tako, da raj niso poklicali policije, zato ker pač nikoli ne veš, se to je vse podkupljen, pa bojo še pomagali, pa bojo pa jutri mene čakali. Ne? Danes je pa pri njih ta zavest nazaj in to mi je bil recimo en tak fenomenalen podatek, da to nekomu v 4 letih uspe. Mislim, vemo, da ponavadi so leta in leta potrebna za to. Jaz sem gospoda po neki zanimivi zgodbi spoznala osebno in sem z njim preživela 2 uri in moram reči, da je zelo karizmatičen in izredno pameten, ima eno posebno energijo. Mislim, da se z mehko roko v tako nerazviti, tako različno razslojeni družbi, tudi z neko demokracijo mehko, ne bi dalo pripeljati nikamor. Ko stvari zbezlajo popolnoma iz rok, mora en prevzeti in reči, tak bo in ne debatirati z nikomer, kak bo. In tudi upam, da to ne bo slišano narobe, ampak zdaj ga recimo mu nekateri očitajo, da seveda krši človekove pravice, ker je med temi zaporniki, med to maso ljudi, ne, to je zdaj 70+ 1000, da je tudi kdo nedolžen. Ne. Absolutno, če bi vedela, kdo je, bi rekla, takoj mora iti ven, ampak nemogoče je, da med tako maso ljudi, ki so dnevno ubili več 10 ljudi, posiljevali male punčke, delali brazne kriminalne stvari in nasilje in sploh nočem ponavljati, kaj vse sem slišala v tem času od ljudi, ki so to doživeli ali pa se je to zgodilo njihovim sorodnikom, prijateljem, je seveda neki collateral damage, da bo vmes 1 od 100 tudi nedolžen. Ampak kaj zdaj boljše? Dajmo te vse spustiti, pa jih pač 100 nedolžnih na dan ubijemo, otrok in tak, da bomo mi ziher, da ni doben. Mislim, nimaš izbire, ne? No, pa hotela sem povedati to, kar si omenila. To pa sem iz prve roke slišala od ljudi, ki so sedeli pri nama doma na večeri, da je bila policija tako koruptivna, tudi v bistvu iz nekega straha, kaj se jim bo zgodilo in tak naprej, da absolutno, ko je v manjšem podjetju, recimo, da je imel nekdo doma neko malo obrt, prej, ko slej so prišli in rekli, toliko boš plačal, ali pa
meni pa 26 bratrancem boš zamenjaval pneumatike in čisto avto brezplačno do konca življenja. In ker se je to število brezplačnih uslug tako povečevalo, pa še grd odnos, pa tak, so ti ljudje vsi to pozaprli, ne? In ko danes razmišljam, zakaj dosti industrij, dosti panog ne obstaja, je velik vzrok ravno v tem, da so ta nasilja, pa pretekla državljanska vojna, v bistvu zradirali en kup panog. In zdaj se sprašujem, kako je možno, da je vse tako drago in kako je možno, da živimo na podnebju, kjer raste celo leto, kar želiš, a 3/4 vse hrane, zelenjave in sadja je uvoženega, ker so uničili vse. Popolnoma vse. Čim je kdo kar imel, so to uničili. Pol je bila še agrarna reforma, so vzeli lastnikom zemljo, Sej tudi jaz nisem tu zdaj specialist v tem enem letu, ampak to so recimo specifike. In zdaj je on to popolnoma prevetril, zamenjal policijo, tudi jih nekako bolj motiviral, nagradil in zdaj to res štima, ne. Je poštimal tudi ta vidika, ne? In ta sreča po Maslovi piramidi, ne, ko ti zadovoljiš ta najbolj ta prvo, se pravi živeti, ne. A veš, ko imaš otroka, pa ne veš, a se bo vrnil danes šole ali se ne bo. Namreč učiteljica od Jaše, Misa Viles, ki by the way pride čez 2 dni v Slovenijo po navdušenju mojega sina v Sloveniji. Čez 2 dni se srečamo v Sloveniji, njegova učiteljica, čistokrvna Salvadorka. Ona je zdaj tik pred upokojitvijo. In ravno zadnjič sem imela solzne oči, ko je razlagala njena najstniška leta, se pravi tista, ko bi ga moral žurati pa plesati, je njihov petek pa sobota skupaj z bratje in sosedi izgledal tako, da živeli so na vulkanu, da so se na streho hiše usedli, vzeli malo vinčka in imeli so vsak večer odličen koncert, če bi gledal samo na zvoke, ker so bombe padale in tak in to je bilo njihovo, ta najbolj odraščajoča leta je bilo vojna, ne? Krvava vojna in tam je bila policijska ura in če si po kakršnem koli ključu prestopil to uro, se ni spraševalo samo ta in živeti v tem spremeni človeka. Definitivno ga spremeni, tudi naše babice zelo, ne, ki so še živele v tistih nekih hudih časih pomankanja, cenijo življenje drugače. Seveda ga mi ne moramo isto, ker nimamo te izkušnje, ampak ti ljudje izžarevajo eno tako srečo in zadovoljstvo nad življenjem in jih razumem, zakaj lahko v tej skromnosti pa materialno neprimerljivo nižji ponudbi, kot jo ima Slovenija, vseeno žarijo bolj kot mi. Ker so prišli čez ta grozovite situacije, prijatelj, konkretno ta učiteljica, ona bi bila zelo zanimiv intervju, konkretno ta gospa, recimo je sedela v lokalu, ko so prišli postrelili, tak je padel en prijatelj v naročje, tak pa drugi. In ko greš čez to, na življenje gledaš drugače, ne? In ta neka prvinskost, pristnost, ko ljudje še ne hrepenijo po ugledu, materialnosti, imeti vedno več, da en vibe, ki je tak prijeten. Ampak jasno, prosti, ker te prekinjam, zakaj pa misliš, da je recimo razlika, zdaj, a ne omenila si recimo naše babice ali pa prababice, in tako, ki so tudi šle in šli skupaj z dedki čez grozote, a ne? In pomankanje. Kaj bi lahko recimo rekla tako, kaj se tebi zdi, se ni nujno, da je to v resnici tako, ampak kaj je tista največja razlika, da recimo pri njih to izžareva, torej ta želja po življenju, po sreči, da so še lahko tukaj, do čim bi lahko recimo za naše prednike prej rekli, da so izgubili ta čar? Se ti zdi, da je tako ali ne? Jaz iskreno v bistvu nimam dobenega profesionalnega odgovora na to, ampak jaz mislim, da ker se to dogaja povsod po svetu, da enostavno verjamem, da čez 20 let ali pa 30 bo tudi Salvador zgubil ta čar. Jaz verjamem, da smo ljudje sicer dobri v biti, ampak sistem, družba, okolica, vso to, v čem živimo, postane tak močen del tebe, da razen nekih posameznikov, ki so duhovno tak globoki, tak močni, tak, jaz bom rekla, odštekani frajeri, ki se zmorejo omakniti od tega, tam nekam v gost in ohraniti nek svoj pogled. Jaz mislim, da enostavno nismo dovolj razviti, močni, nimamo dovolj intelekta, da bi lahko premustili in videli to vse kot eno igro.
Jaz včasih mislim, da smo veš kot v enem akvariju in oni gori vesoljci eni taki nas gledajo, kako je ovo, glej, ta se je zaletel, zdaj pa bo šel tja, glej, ula dva se krigata, kako zanimivo, kaj bo pa zdaj? Kot da smo veš v nekem akvariju, kjer nitke vleče, ne, to malo tako zdaj karikiram, ampak mislim, da enostavno ne moreš biti tako močen, da se vsemu temu opreš, ker te skomina. Veš, to tako, da imaš eno čudovito mizo dobrot, pa veš, da niso zdrave, veš, da redijo, ni dobro za kri, ni dobro za ono, ni dobro za nič. Ampak vsi jejo, pa vsi, pa en dan se opreš, pa tretji, četrti, peti, pa tudi ti vzameš. Ne? A bi rekla, da je tudi vaju z Miho, recimo to, kdaj v vajni karierni poti, bom rekla, ne zaslepilo, ampak potegnilo noter, v smislu, da bomo imeli še več, da bomo lahko mogoče šli še bolj naokrog. Zdaj se je treba potruditi za to, da ne bomo gledali na vsak evro. Absolutno. Mislim, to bi bila kar grda laž, če bi rekla, ne, mi dva sva pa tu. Ne, absolutno. Mogoče edino, kar zelo malo ljudi ve, ker o tem nekako ne govoriš ali pa nisi spodbojen k temu. Jaz sem eno svojo teorijo, da zelo uspešni ljudje, podjetniki, ki so res brez, da so to zdaj podedovali neko tečen posel, ampak res štartali z neke nule sami in tukaj uspešno nekaj zgradili. Mi dva namreč skupaj imamo 6 podjetij, ampak Minicity je najbolj poznan, ker je namenjen B2C-ju, se pravi končnemu uporabniku in zato je znan. Ko delaš ti projekte na nivoju B2B-ja, se o tem manj govori, ne rabiš marketinga in tega ljudje ne vejo, ampak bolj hočem povedati, da menim, da zelo uspešne podjetnike žene nekaj druga v resnici kot pohleb, po med. Najne sanje nikoli niso bile, nikoli. Med Porsche, med ladjo, med helikopter, med, na meni ni dobene znamke, redko me bo kdo videl v znamki, ker meni se zdi neumno. V najni hiši ni umetnin, pa jih lahko kupimo, ampak rajše nameniva to potovanjem, pa neki stabilnosti dolgoročno. In menim, da smo nekje, ne vem, kako bi to rekla, mogoče malo poškodovani, strti, da nas žene nekaj druga. In naj definitivno, mislim, da Miha ne bi bil niti malo jezen, če bi povedala, ker sva se o tem pogovarjala 1000 milijonkrat, naj jo žene strah. Strah? Ja, strah, kaj bo, ko ne bo, če ne bo, kak bova. Se pravi, mi dva sva oba iz družin, kjer je bilo vedno malo pomankanja ali pa malo napeto. Jaz se spomnim bolečin, ko ne gre plačati položnic. Jaz se spomnim joka, prepira, otroškega straha, ki je to opazoval. V najboljši možni meri izpeljano, ampak jaz se tega spomnim in jaz v to ne bi rada nikoli prišla. In mislim, da ko delaš podjetja in gradiš, sicer zgleda mogoče, da si že na koncu, ampak dokler ti ne narediš exita in to prodaš za nekaj milijonov, moraš ves čas večinoma vlagati, voditi, in še nisi prišel do konca. Ne? In zato se mi zdi, da ta nek strah pred, mogoče tudi pred lastnim propadom, v smislu, ni mi uspelo, kakorkoli, da si poražen ali nekaj v tem smislu, je mogoče največji tisti motivator, pa malo, da si rojen z nemirnim duhom. Malo ta zanimiva dinamika, da se vedno nekaj dogaja, je meni ful všeč. Pa tudi upati si, ne? Ker 6 podjetij imeti in jih voditi se zdi morda marsikomu, ki zelo to gleda, nepredstavljivo. To je res veliko in to je res ogromno odgovornosti in ogromno, kot si že prej na začetku omenila, tudi stresa, ki pride zraven. Ja. In verjetno sta dva takšna ta prava skupaj, da sta tudi dovolj drzna. Ja, najprej nočem zveneti, da bi se hvalila to Niko, da vodima Telekom. Dostikrat pa rečem, da je najbrž voditi eno ogromno podjetje, zdaj sem enega navrgla, ampak govorim, eno multinacionalko, na svoj čuden način, res čuden, lažje. Ker tam imaš toliko ljudi, toliko upeljanih procesov, toliko, se mi zdi, da neko tako stvar upravljati na svoj način lažje, kot pa iz nule postaviti, vidiš za vsak šrauf, WC papir, zaposliti kader, ker ti si v nekem začetku v bistvu deklica za čisto vse, ne? Mi dva sva izbirala blagajniške sisteme za Minicity, mi dva sva se poučevala o debelini knaufa, ki bo najbolj primeren za tiste stene, o uniformah za animatorje. Skratka, ko začneš sam s svojim lastnim sredstvom, mlad, brez da si že prej naredil neko
blazno zgodbo iz plač in iz kredita, potem si za vse sam, ne. In ker je tega količinsko toliko in toliko različnih multifunkcijskih področji, ki niti nimaš dobenih izkušenj s tem, je to ogromno enega učenja, ogromno več energije vlagaš, kot če bi bil ozko specializiran za nekaj, kar si se leta šolal, ne. Tako da jaz mislim, da je mogoče bolj naporno ravno zaradi te dinamike, ker te na koncu vsak pokliče za vse. V velikih podjetjih je struktura, direktor za to, bo finance klicalo tja, direktor za pravo, za Tu si pa naenkrat v neki vlogi vse naenkrat. In dokler to ne zraste dovolj, da imaš dovolj dober kader, dovolj sodelavcev, da lahko začneš to razporejati v neke stebre in procese in tak naprej, je naporno. Ampak iskreno, udobno življenje je fajn, mislim, da bi vsak lagal, ki se bi rekel, da to ni res, je, ampak najne želje niso nikoli bile. Mi da smo odkljukala, mislim, da 95% vseh individualnih in partnerskih želja. Mogoče je samo nek strah pred tem, da bo to lahko trajalo, dokler jaz ne verjamem, da bomo mi imeli pokojnine, ki nas bojo spravljali dlje kot do 3 obrokov in tak naprej. To zagotoviti, pa vseeno zadaj je kar nekaj otrok, in nuditi neko dobro šolo, za vse ostalo bi rada, da poskrbijo sami, ni mali zalogaj, ne. Tako da to je tista motivacija, pa sigurno, da sva se rodila z enim takim radoživim, radovednim duhom, pa še nekaj, glede na to, da sva se spoznala kot sodelavca, sva se lahko dobro sprobala v vlogi sodelavcev in tam sva bila najboljša. Bila sva zelo kompatibilna, v bistvu sva si v biti zelo različna, ampak ravno tega, kar jaz nimam in mi manjka, ima Miha, in tam, kjer je on šibek, imam jaz. In nekako sva se začela z leti, zrelostjo, z tudi vlaganjem na to področje ceniti, kot ne, da si to očitava, ampak en drugemu dava podporo in tisto odpelje en za drugega in drugi za drugega. In sva res dobro kompatibilna, no. To so spet tam gor izmenili. Ampak verjetno je pa včasih tudi težko voziti ta slalom med tem, da v bistvu poslovno res sodelujeta v vseh teh podjetjih, hkrati pa še zasebno biti skupaj z družino. Koliko tega poslovno-zasebnega prepletata? Ker to verjetno je težko, da bi človek rekel, ne, ko smo pa skupaj, smo pa skupaj. Mislim, tega sploh ni. Pri nas je to, kar sploh ni prepletanje, to je eno. Način življenja. To je način življenja, to ni sploh, v bistvu začelo se je tako, da se je res dobesedno, govorim o dnevih, sočasno rodil najin prvi otrok in minisiti, ne. In Iča Kadižes je en zanimiv gospod, ki, hvala Bogu, sem bila počaščena, da sem bila tudi na nekaj njegovih šolanjih v moji prvi službi oziroma prvi službi v Ljubljani. In on je rekel, ne moreš uspeti v nekem velikem, če se nisi odrekel nekaj najbolj ključnega. Se pravi, odpoved službe, odpoved partnerstvu, ločitev, prodaja nekaj, kar ti je drago. Skratka, če ne riskiraš nekaj blaznega, ne boš dovolj motiviran, da boš neko zgodbo začel graditi od snova, ker dok ti je še tam dovolj udobno, ne kraspaš dovolj druge. In da smo takrat zaključila dobro plačane službe na visokih položajih in vzela kredit, preden sva zaključila. Se pravi, živela sva pa v najemu in otrok je bil v trebuhu. In to je mogoče za kako mamico, ki je zelo predana samo materinstvu, se bo zdelo čudno, ampak meni je bila logika, da zraven ljubezni otrok potrebuje tudi pleničke, denar, ga peljati na morje. Se pravi, meni so se zdele neke osnovne finance in stabilno okolje zelo primerljivo za vso to čustveno toplino, časom za otroka in tak naprej. In zdaj sta se mi rojevala 2 otroka, ne. Jaz sem dala 50-50. Ker meni je bilo jasno, da če stisnem leto 2, 3, 4, bom lahko s tem otrokom verjetno celo življenje več kot katerakoli mama, ki jo poznam, ker dobena nima primerljivo enako dopusta kot jaz. In potem sem tudi kdaj dobila očitke, otrok je star že 3 mesece, ti si bila pa na enem sprehodu. Ja, čisto vseeno mi je, otrok ne ve, kdo poganja voziček, sem ga pa dojila leto pa 1 mesec, torej očitno sem bila dovolj prisotna in očitno tudi ne v takem stresu, da sem imela in mleko in tak naprej in da je otrok mirno spal brez bolezni. Ampak to se mi je zdel tak lahko zamenljiv trenutek,
nihče pa več ni opazil kasneje, da smo mi pač zadnji dan maja, od dneva, ko se je ta otrok rodil in do danes, spakirali na morje in da sem jaz prišla domov en dan pred 1. septembrom. Radi se ljudje spomnijo, si imela neke varuške, a ne? Ja, seveda. Hočem povedati neki, veš, mogo bi biti popoln, ne? Ali samo mama, ki je 100% z otroci, ali jaz nisem z tega testa. Jaz bi samo kot mama verjetno se počutila izjemno neizpolnjeno in rabim tudi tisto dinamiko. In jaz sem to tako prepletala. Z jezika ven, telefon in tak naprej. In veliko ljudi se spomni, tudi NLB banka je sigurno prva. Je bilo tam 5 direktorjev, pa jaz, pa moja Zizi, pa dojenček. Pa je bil sestanek in tako je bilo. Hočem reči, da se kasneje to 10-krat poplača. Da si se v nekem trenutku manj posvetil materinstvu oziroma dovolj, ne pa v polnem obsegu. Se pravi, jaz nisem imela porodniške, jaz sem bila 4 ure po porodu na računalniku, pa ne da se hvalim. Danes bi to speljala drugače, ker imam možnost. Takrat s kreditom na bremenu v najemniškem stanovanju z otrokom v trebuhu, kaj zdaj? Sprehod? Tisti sprehod bi bil zame čist vržen čas, ker bi me razgnalo od nervoze. In tako je to bilo in zdaj se pa to nekako mogoče obrestuje. No? Kasneje. Zdaj pa, če se vrneva nazaj malo v vaš nov dom, Salvador kot takšen, velik verjeten preskok je bil za vaju, še bolj pa verjetno za otroke. Zdaj govorimo o tem, da je to verjeten kulturni šok bil, pa tudi iz materialističnega pomena, v bistvu, tako kot si prej rekla, ne, materialno veliko manj dobrin na voljo tam. Kako so otroci vse skupaj dojemali? Ali pa, ja, danes mogoče že drugače, ker je že eno leto okrog, ampak takoj, ko ste recimo prišli tisti prvi meseci, so bili težavni. Iskreno, otroci niso imeli ene sekunde, ene ure, joka, panike, obžalovanja, enega samega problema. Vsi ti otroci so bili tolikokrat v tako ali bolj revnih državah. Mi smo prepotovali tam celi jug Afrike, kjer smo res videli otroke, ki nismo bili sigurni, če bodo pričakali naslednje jutro. Te neke revščine smo videli in prepotovali res ogromno. V končni fazi vasi v Indoneziji, Kambodža ali pa ne vem, Južna Afrika, Botswana, Namibija, Zambija, ne vem, Zimbabve, tudi Kostarika, Kuba, ljubi Bog, Kuba. Nič ni bilo dobenega šoka. Njih je bilo strah samo prvi dan pred šolo, kako bo. In je to bilo tako mehko speljano, tako prijetno, čez en tak kemp. Pred šolo se je začel en kemp kot počitnice, ne? Animirane počitnice in je to bilo tako lahko. Plus njihova kultura, to je specifika, ki nam gre v prid, je izjemno topla. Že to, veš, ko greš na sestanek ti na roditeljski, vrtec ali pa šolo, priznaj, da čist malo enega tak rešpekta imaš. Ja. Kaj bo rekla učiteljica, ne? Ja. Nisi čist tak sproščena, ko mogoče bi bila z mano na kavici. En rešpekt imamo, ne? Kaj bo zdaj on rekel, je otrok v redu, ni? In kje ga ti grešiš kot starš, ne? Tam, ko prideš ti v šolo, te učitelj objame in poljubi in pove, mi smo tu, da otroka v celoti, kar se tiče šole, porihtamo in tu ne more biti nič, da vi niste v redu. Plus, da je šola privatna in tako gradi na vrednotah, da nekega bullyinga, nekega nesprejemanja ne dovolijo, ker si iz šole izključen. In vsako leto je izključenih nekaj otrok. Tako da, ti otroci bolj strog režim po eni strani? Strog pa... Pa to pa hkrati, kar je mogoče pravi, malo nenavadno. Pravila so jasna. Krilo ne more biti 1 centimeter krajše. Greš domov? Je uniforma? Ali ne? Ja. Aha. Ne more imeti fant tele srajčke s kravato, pa lasi vsi 4 let preko. More biti pristrižen, tako da more biti trepke, nohti, šminka, čeprav je to količ, ki sega od 3. leta, kot že en pre-kinder oziroma kot en vrtec, ali kak bi rekel, potem se začne normalno osnovna šola in traja 12 let, se pravi do zaključene gimnazije, bi rekel. Aha. Ker ta šola IB program, se pravi, te pripelje do mednarodne mature. No, in tam so že otroci stari, se pravi, srednjošolci, ne?
Kjer je pri nas to že nekaj popolnoma normalnega. Trebuščki ven, pa malo se že zizike vidijo, pa tak. Tega tam ni. Tam so pač prvi so bolj verni, drugič je ta zadržanost bistveno večja, ne? Tudi ne boš videl na plaži, da bojo Salvadorka ne bo nikoli zelo, mogoče zdaj najbolj moderna generacija, ampak da bi bila zelo razgaljena. Bokvarjen nudizem. Ni šans to, da to obstaja v Evropi, oni se ne morejo načuditi. No, v glavnem, je malo bolj ta konzervativni način pristopa, cenjenja učiteljev, spoštovanja starejših, to je, mislim, to je tako pri nas enih 50 ali pa več let nazaj. In tudi zato so sigurno otroci sprejeti toplo. Pa še dajva biti odkrite, jaz mislim, da tudi rečiva simpatični, prijazni, blondni, otročki so tudi bili za njih zelo eksotični. In imeti takega prijatelja je fajn, ne? Tako da so jih, po mojem, z več razlogov, kulture, te specifike šole, trdega reda v smislu vrednot in tega vsega, plus te neke, da so bolj edinstveni, ne? Govorim po izgledu, jeziku, kot pa si ti, to te vse zanima, so jih sprejeli smut. In šolajo v angleškem jeziku? Ja, z otroci ni bilo sekunde, pričakujem pa, da bo tokrat težje. Zato, ker tudi smo šli polni pričakovanj, veš, greš z neko shičenostjo, zdaj 1 leto minilo, vejo, kaj jih čaka in tudi vejo, kaj so plusi in kaj so minusi. In vsi 3 otroci 100-krat povejo na glas, tudi če bi zdaj bili tukaj, bi rekli, tisto šolo bi vzeli in jo preselili sem, ker tu sto pa babi, pa dedi, pa oni trampolini, pa oni park, pa imamo minicity, pa imamo zaplavati 65 term, pa je lahko reš tudi smučati, pa so konji, pa je to, pa ponudbe, veš, te animacijske ponudbe, pa Postojnska jama, pa lahko do morja skočimo, pa to, mislim, tu ni, da ni, ne, karkoli hočeš iti, grad golf ali lokostrelstvo, ali bi pa podkvice izdeloval, vse najdeš. Tam je ta ponudba toliko ožja, pa skopa, da seveda to v nekem smislu manjka, medtem ko Mija, ki je komaj 9, zdaj bo 10, no, stara, ona je pa že imela par takih, da smo kar pogledala, mami, veš, ampak če bomo pa šli nazaj v Slovenijo, kaj misliš, da s Triksi pa ne bi mogla živeti, da bi končala to šolo? Tako da očitno, ne, sigurno ne moreš ti reči, otrok tu živel 9-10 let v nekem varnem, znanem okolju, v tvojem jeziku, prijatelji, znanci, trenutki, spomini. Zdaj, ki daš pa tam za 1 leto, bi bilo nefer pričakovati, da bojo rekli, tu je boljše, tu je zdaj kar moj dom, tu je vse super, tam pa ni. Jaz bi bila razočarana, da bi se zdaj nekako zmrdovali nad Slovenijo. 8-9 let pozabili na to, kar je bilo točno tukaj. Tak, ne? Mislim samo, da bo letos težje zato, ker ni toliko tega pričakovanja, pa ker smo prišli v idiličnem času. Poletje, ljudje imajo dopust, manj je nekega stresa, tempa in pa še nekaj. Vsi so si vzeli čas. Babi čaka, kdaj pridejo. S pečenim pecivom, ki ga hočejo. Prijateljica čaka z darilcem. Njena mama je v nizki poziciji, da jih pelje v 3 zabaviščne parke. Veš, sami nerealni highlighti. Ja, oblegani ste drugače, Tako. kot če bi zdaj prišli za stalno nazaj. Same lepe stvari, ne? Mislim, tu ni zdaj šole, pa ni slabo vreme, pa pospravi, posesaj, niti nismo doma, nima kaj zadelati v smislu gospodinjstva in tak. Ja, valjda je to zdaj highlight, ne? Ampak ni bilo problema, iskreno ni bilo, kultura je taka, ni jim bil šok, mi smo res toliko prepotovali, da je to njim zdaj. Jaz bolj opazim, glej ti to razliko, kakšni reveži. Ja, mami, pa se to je povsod tako, se smo bili tam pa tam pa tam. To njih sploh... Jasno, kaj pa je bilo recimo tist, kar je tebi predstavljalo največji izziv, ko ste prišli tja? Zdaj, hišo nastanitev, to je Miha, če sem prav razumela, že prej uredil, ne? Da ste dejansko že vedeli, kam boste prišli. Ampak a so to opremljene hiše? A so to hiše v najemih? Ja, nič dramatičnega. Ne spomnim se, da bi en dan ležala v posli pa se cmerla, to je bila napaka. To se ni zgodilo. Nekaj specifičnih stvari me je recimo zmotilo. Verjamem, da bi marsikdo težko premostil. Jaz pa mogoče toliko težje, ker sem res redoljubna in vajena, da je v moji hiši vse tako malo laboratorijsko, ful čisto. Mene to ful osrečuje. Nekaj let sem se probala, rečimo temu, ozdraviti tega in potem sem gotovila, veste kaj, taka sem, če komu to ne paše, naj ima kak hoče, jaz bom imela tak. In ne obremenjujem več toliko drugih s tem, ker včasih sem vztrajala, da Miha kar podobno prisostvuje pri tem čiščenju in vsem tem. Zdaj to počnem sama, mene to osrečuje in najbrž bom taka tudi umrla. Ampak
V Salvadorju prideš pa ti iz neke, recimo, da imam jaz ultra čisto. Ampak Slovenci veljamo za zelo čist narod. Samo prekinila te bom, da razloživa, kaj pomeni ultra čisto. Jasna velja za tistega, ki ne vem, na 2-3 mesece naredi generalko, ampak to govorimo o generalko, ko pošle vse od hiše. Ja. Vsi morajo iti za par dni in potem Jasna čisti od vzmetnic do tepihov, do vsega. Ne? Takrat sprazniš hišo in jo na novo postaviš. Res v nulo, ko v enem hotelu. Ne? Tako, in to ni enkrat na leto. Ja. Ne. No, ampak recimo, da sem jaz tu v nekem mogoče ekstremu, ampak Slovenci veljamo za zelo čist narod. Vse veš, Slovenci ne hodimo obuti na kavč, tako v ameriškem filmu. Ne? Veljamo za zelo čist narod. Nismo tako, ko so južni narodi, toplejši narodi so bolj na hojladrom. No, zdaj Salvador je pa ekstrem. Aha. Zdaj pa od južnega še južneje, malo južneje. Ne, zdaj pa misli, kjera je to nepričakovana in brezplačna psihoterapija. Se pravi, prvič, ker je nepremičnin malo, ki se lahko oddajajo in niso barake brez elektrike, malo zato, ker sva povedali, vojna, oni so vsi šli, 30% ljudi je odšlo v Ameriko živeti, recimo. Ne? Mislim, da več kot 20% GDP-ja prihaja od pošiljanja denarja iz Amerike domov. Veš, kakva je to masa ljudi? No, kaj hočem povedati? In dok je bilo nevarno, valjda se ni nekaj zagradilo za to mislim, se je gradilo za njihove bogate ljudi, ni se pa pričakovalo tujcev, neke mase, da bojo hodili podjetniki in tak naprej ekspati. Zdaj se to zelo spreminja in je ponudbe dokaj malo. Ne? In enostavno je tam kultura, da se hiše in stanovanja oddajo vedno popolnoma brez pohištva. Luč je namontirana in redko kje kuhna, ampak ničesar. To ni nič, ena omara, nič. Ko sem midva razmišljala, junija bomo mi tam, to so tudi počitnice za otroke, da jih ravno uvedemo mirno. Da ne pridajo totalen stres, ne pa v stres. Dva histerična ata in mama, ki lovita pohištvo po Salvadorju v velikem pomanjkanju znanja jezika, to bi jim zagrenilo prihod popolnoma. Ne? Mislim, že tak s kufri, pa preden se uloviš, pol pa še bomo in to naprtli, kaj bo pa oni? Televizija ni doma še, torej bojo sedeli, sami ne smejo iti, je nevarno, ne? Ljubi revež bi umrli, bi pa pridno zaključili šolo, mi bi jih pa pahnili v montažo in iskanje pohištva 3 mesece. Ne? No, in pol sva to bukirala en Airbnb, da sva prišla do kontakta in sva potem najeli to hišo, ki je bila namenjena Airbnb-u in je že bila opremljena 95%. Ampak govoriva, pa ne, da sem razvajena, daleč od tega, ampak to naselje je bilo zgrajeno 35 let nazaj. Hiša od takrat ni bila obnovljena. Pofarbana ni bila ob naši vselitvi, ampak enih 6-8 let nazaj. To pomeni, da na vsaki steni 26 enih flekov, ubitih muh in marsičesa. Jaz pa vajena, veš, čista stena, lepo čisto. Ne? To je kavč, na katerem je spalo že najbrž 100 ljudi. To je jogi, ki je... Da v marsikaj že čez. Seveda. In okna, ki če ga s pravim kotom ne rukneš, ti ostane v roki. In tuš, če ga ne držiš tak, pač ne teče. In... brez pomivalnega stroja, zmrzlo vodo v kuhinji. Veš, daj smo mi nehali umivati posodo z mrzlo vodo, moja prababica. Maščoba ne gre dol, ne? In zdaj ti prideš v tako, ne? Ampak, veš, kaj je fora? Čist preprosta. Z leti, in to ni druga kot to, da z leti enostavno postajaš v nekem notranjem svetu svojem enostavno pametnejši. Ni vredno. Pač ne morem imeti tega kot doma. Ko bom jaz spet imela svoj dom, bo definitivno taki, kot jaz rabim. Zdaj smo pa tu gosti, življenje nam je namenilo eno čudovito izkušnjo, ki je ne dobi vsak, delati, ustvarjati, spoznavati nove ljudi. Otroci so v angleški šoli, v španskem okolju, se pravi 2 jezika bodo imeli v žepu, zdaj prije še francoščina, okušamo novo hrano, vidimo druge vrednote, ki ene so nam všeč, mnoge tu manjkajo. Ne morem spremeniti. In najprej sem mislila, da smo samo mi najeli tako hišo. Po 2-3 mesecih obiskov sem gotovila, da naša hiša še prav v redu. In potem se je Miha rekel, Ljubica, če ne gre, super. Tam se je glih zgradila ena nova, pač 10 000 na mesec. Samo po letos ne moramo iti, veš, tja. Ne, bomo mi kar tu ostali. Tako da Miha vedno ponudi alternativo. On, če vidi, da je v nekem
trenutku ali pa zaradi neke stvari trpim, proba poiskati alternativo in jo je našel. Ampak je bila tako draga, to pa je prav nespodobno, da bomo delali za čiste cene pa stene in novi jogi. In zdaj sem prav ponosna, da sem stopila preko tega in da se prav požvižgam. Ampak iskreno mi povej, si prinesla svoj parni čistilec iz Slovenije in presesala se kavč in jogije? 20-krat. To zdaj človek se ne spremeni iz črnega na belo. Jaz hočem samo povedati, seveda, za čistilnim servisom sem še 26-krat očistila, ampak to ni primerljivo z tem, kak imamo recimo doma v Sloveniji. To ni primerljivo, to je, mislim, ne moreš niti očistiti stvari, ker so že toliko zastarane, da ne moreš spolirati s čemerkoli hočeš. Ampak želim povedati, da v vsakdanjem življenju tudi ti ljudje, ki se jih najema za pomoč, najprej sem še nekaj vihala oči, pa smislu, pa to ne počistijo v redu. Ne? Ampak ko ugotoviš, kako drugo lepoto imajo, kako so moji otroci srečnejši s temi z našo triksi, zato ker je toliko jih sprejela, je topla, naravna, nezahrbna, da bi ona neke šmugi-šmagi govorila okrog, ali ne vem, karkoli. To se počutiš, da živi z vami? Ja, to se počutiš, bom še to razložila, to se počutiš zaželjenega in prijetnega in spoštovanega. In ko greš k njej na dom, mi smo zelo hitro šli k njej domov in gotoviš, da gospa ni imela možnosti hoditi v šolo, da živi brez tal na tleh, da je zemlja in zdaj, ko dežuje, njej teče blato pod nogami vsak dan, da nima hladilnika v tropskih krajih pri 30 stopinjah, milijon muhami, nima hladilnika, gospa pri 45 letih, mama 3 otrok, nima hladilnika, nikoli v življenju ga še ni imela. Dela pa, verjami mi, da bolj kot 3/4 ljudi, ki jih mi dve poznava, to je fizično garanje od 5 zjutraj do večera, umivanje vsega dreka za vsakim, plus ona potuje 6 ur v avtobusu, da pride sploh do službe in 6 ur nazaj. In ko to ugotoviš in pogledaš, v bistvu ugotoviš, da je boljše z njo začeti zelo timsko sodelovati. Jaz se učim od nje jezik, njene recepte, ono tretjo, ona pa, ko se je začela počutiti, ne bojo me odpustili, ker ne znam, ko sem ji to 20-krat jo posedla in rekla, mirna si, varna si. Ampak jaz bom ti pokazala, kak je prav, ker bo lažje tebi, ker bo lažje. Jaz bom kupila sesavc, ker te ne bom gledala, kako boš ti to gore dole drgnila, ker to je težje zate, bolj boš utrujena, učinek ne more biti isti. In zdaj se je čisto sprostila. Ne? In zdaj pride vprašati, jasno, misliš, da se okna obrišajo s Coca-Colo, ker nas so tako učili, a misliš, da se obrišajo s kakim čistilom, pa pozabila sem s katerim. Pri Triksi, mi je se režima, skuhama si kavico, pokama vice, delama se norca zmihata in pol pokažem, kaj se zgodi s Coca-Colo, ker ona je okna čistila s Coca-Colo in ji razložim, to čistilo je za to, napišem gor nalepke, kaj je, zakaj, ne. Pol veš, kak se trudi, kak se trudi. Ampak veš, njihova, kak bi rekla, logika, če ti treniraš nek gib telovadbe ali pa nek šport, pa ga dostikrat ponoviš, ti je logično, kako boš prestopil smučko. Če pa prvi stojiš na smučkah, boš pa naredil najbolj čuden gib in sam sebe polomil kolena, zavozlal se boš. In ona ni bila naučena, da najprej pobiše mizo pa drobtine, padejo na tla, pol pa tla. In to ni dano, razumeš? Ampak ko je dvakrat poveš, vidiš pa, da ima blazen in da bi z našo, če bi njo preselil v naše okolje, bila prav uspešna gospa z dobro službo. Najbrž pa vsi mi, če bi bili rojeni tam, to si ne moreš predstavljati. Kaj pomeni ne znati brati in pisati? Kak danes lahko funkcioniraš brez tega? To si ko slep in gluh. In zdaj pa preživi, ne? V tem kakorkoli konkurenčnem svetu. In zdaj sem res sem prav ponosna in moram reči, da Miha je po mojem največje trobilo, ki zdaj pravi, noro, kaj je jasna zmogla v tem letu, v smislu sprejemanja vseh teh drugačnosti in res sem pomirjena. To ni za igra, za mikrofon, ampak resnično sem pomirjena in tudi ljudje, ki so me obiskali, so rekli, to je za nekaj druga, ne? Pa mogoče je tudi še nekaj, veš, nekak ne vem zakaj, tisto moje, tisti prav moj dom, tam rabim jaz neko kontrolo, pa da je lepo. Mi, ko potujemo, smo tudi med ščurki spali, pa me nič ni motilo. Jaz nisem afnava, jaz sem leta gnoj basala kot lastnica konjev, ampak
v nekem svojem domu želim imeti nek red, neko urejenost, z lahkoto pa bivam tudi nekje, ker ni. Najbrž je to. Verjetno, če bi to hišo kupila, da bi bila naša, bi pa zelo hitro začela menjavati okna, beliti, Zdaj se mi pa zdi nesmiselno in se nič ne sekiram. Odlično, in to je pravi recept. Jaz mislim. Živi z vami torej? Ja, se pravi, cela Latinska Amerika, vsi, ki so gledali Santa Barbaro in podobne nadaljevanke, se pravi, govorimo, Latinska Amerika je tam od Mehike dol, veste, da te hiše so grajene tako, da imajo ponovadi nekje noter kot nek vrt ali pa odprto, da vidiš nebo. Zato se te hiše tudi dosti bolj prašijo, ker so tako narejene. Potem mi smo v vulkanski državi, kjer je tega mikroplaha od vulkanov, pa tudi od bližine plaže ful, ne? Pa vse je odprto. Veš, nič ne dihta, ker ne rabi dihtati, zato ker ni zime, da bo prišel mraz. In je vse bolj vigi-vagi, bolj je odprto in valjda ful enega praha, svinerije bolj prihaja not. No, ampak drugo je, mislim, da ima eno logiko, da v tem svetu so gospodinje pri hiši. Razslojenost je tako neverjetno grozno velika. Jaz gledam, če narišeš eno veliko piramido, še vedno vsi Slovenci od najbolj revnega, najbolj bogatega, še vedno spadamo v en ta pas. Ker tako bogati, kot so v Salvadorju, po mojem ni dovolj v Sloveniji, pa tako revni, kot je tam 72% prebivalstva, pa tudi ne vem, kdo je v Sloveniji. Ne? Tu v Sloveniji, tudi če si recimo brezdomec, pa da ni toliko nekih težav z drogo, alkoholom, ti lahko vsak dan najdeš posteljo, pa en obrok hrane. Tega tam ni, ne? In hočem povedati, da razslojenost in da so oni toliko poceni, je prvi razlog, da jih lahko imaš. Ker verjamem, da če bi te 200, 300, maksimalno 400 evrov stala gospa, ki bi s tabo bila 24 ur na dan, se pravi 24 ur na dan. Tudi če ob 3 po noči treba spakirati na letališče, bo ona kufre nesla. Razumeš, če bi to bilo tako poceni, verjetno bi marsikeri Slovenec nekoga takega imel. Potem kulturno gledano, v Sloveniji se mi zdi, da si nespretna gospodinja, pa malo razvajena, če imaš pomoč. Ne glede, kaj ti delaš, ona ima pomoč, ne zmore sama. Ker je to iz tega našega hlapčevskega, da je vedno nekdo bil nad nami, pa smo bili v neki podrejenem položaju, očitno ostalo, ne vem razlogov, ampak tu moraš skoraj skrivati, če ti kdo kaj pomaga. Ne? Tam tega ni, tam pa se radi pohvalijo, koliko jih imajo. To je kulturno, leta in desetletja že tak. Drugo pa je drugačen način življenja. Poglej, kljub temu, in to je še ena vrlina Slovenije, ljubi Bog, to bi mogli ceniti, kljub temu, da mi živimo 11,5 km od šole, rabim do šole 1 uro. Pač to stoji. To je 36 ovinkov, kamor rinejo in se kar tako zamaši, da dok ne prije policaj, pa naredi reda, vse stoji. To so konji, krave, tovornjaki. Na enem tovornjaku visi 60 ljudi, ki se še samo z benzincem gor držijo in nosijo na glavah hrano, sadje, zelenjavo, košare, vse nekaj rasuje, polije, moramo čakati, da se počisti. In zdaj, glej, šola se pa začne 7:00, 5:00, snijas auf vsak dan. Zdaj pa še druga specifika. To je ameriški sistem. V šoli ni hrane. Otroci so v šoli od 7:00, pa da pridemo do doma, ker je spet 1 ura nazaj, je najhitreje 3. Zdaj pa morajo jesti. In ti moraš vstati ob 4, če nočeš jim dajati vsak dan McDonald'sa, moraš vstati ob 4 in kuhati. Kako boš zdaj ti to zmogel? Razen, če si gospodinja, ki nič ne dela, nima enega posla, ne služi dobenega denarja, morda potem lahko. Zdaj pa ob 4 zjutraj ti vstaneš 1, 2, 3. Jaz sem stajala mesec pa pol, Miha je bil v Sloveniji, Triksi si je pa glavo razklala, odprla, je imela eno večjo nesrečo in je ni bilo. In seveda lahko, ampak hočem povedati, v nekem trenutku se ti začenja zdeti nesmiselno, ker jaz lahko ta čas mnogo bolj pametno vnovčim. Ali se spočijem in sem popoldne kvalitetna, nasmejana z otroci, gremo na šport, gremo sem tja, ali sem pa ko en ovel petrešil. Drugo,
posledično moraš hoditi spat zvečer ob 7-8, ker tega tempa s toliko malo spanja ne zdržiš dolgo. Vroče je, to te že tudi malo utrudi, ne? Tako da to vse so razlogi, plus te hiše so vse ogromne. Tako v Santa Barbari. Hiše pod 300, 400, 500 kvadratov skoraj ni. In to prečistiti sam, ljubi Bog, ne? Pa dobene mašinerije. Se pravi, mi smo dobesedno in Kerher in Philips, prisežem, prinesli vse iz Slovenije. Kupili tako mašino črno, ko volte spreminja v drugo moč energije, tam not moram to vtakniti, kavomat, vse, zato ker tam imajo vsi te gospe in te gospe vse, veš, zono kar poročno. Ampak to ni isto. Ko jaz grem z belimi z okni preko, to je z okn za smeti, ker ga ne moreš več oprati. Plus von teh krpa, ne, čez nekaj časa. Veš, po tistem čistilu in tak vse skupaj, ne, in da smo olajšali, da je vseeno malo bolj evropski standard čistoče, da ona ne umre zraven napora, ker je nesmiselno, smo vso to opremo privlekli, da imamo vseeno malo bolj olajšano. Ampak zdaj si zamisli, vstajati ob 4 kuhati, pol 1 uro vožnje, potem moram že ob 1 ali ob 2 spet biti v avtu, koliko ur pa meni pol ostane sploh za službo, če bi še sama celo, pol pa je treba žiti, ko prija ob 3 domov, so že spet lačni, ne? Pa jih je treba cel popoldan voziti na neke aktivnosti, levo, desno. Tako da z ponosom povem, da moraš pa tudi biti mal človek, vsak ne bi mogel živeti z nekom. Mi smo tu po mojem ful na easy in imamo dobenega problema in je ona dobesedno del družine. Ena čist taka fajn gospa, mi jo bolj tako kot eno tretiramo, bi jaz rekla, kot eno našo babi. Tak na ta način bolj jo čuvamo, bolj tak, ne. In mislim, da smo izjemno dobri do nje in ne izkoriščamo in jaz se včasih rečem, Triksi, če se zdaj ne vsedeš, pa ne daš nog gor na kavč, nismo več prijateljice. In jo peljem k frizerju in jo probam tudi dati male bombončke in ona je, veš, najprej rabila 3-4 mesece nesigurnosti in tak naprej. Predvsem si je pa blizu z Jaškom, s tam malim. Ona dva sta pa badja. Ona ga pa mora božati, ko gre spat, čohati ga mora po hrbtu, govorita izključno špansko, pokata svoje fore, beremo španske knjigice, nekaj razlagati ob teh, pač koliko ona zna slikic levo, desno. V glavnem ful je prijetna gospa, smo jo zelo vzljubili. Kako hitro si ti usvojila španščino? Mislim, da bi zdaj rekla, da sem jaz kaki native, pa da se lahko pogovarjam, kajkoli bi bila laž, se pa zmenim prav vse. Malo je napak, časi najbrž se mi vsi smejijo, ne štimajo, ampak mislim, da 1 leto ravno ta neka doba, da rečeš, zdaj me pa ni več sram, pa me ni več strah, pa bom zmogla se sigurno zmeniti. Sem sicer prej imela eno taki šnelkurs, ko sem šla čez njega, ki mi je zelo pomagal, pa mi dal en pogum, valjda pa v praksi, to je čist nekaj druga. Moram pa vseeno povedati, da sem jaz neprimerljivo manj v stiku z španščino, kot vsi ostali moji člani družine. Otroci v šoli non-stop, ker ti vsi otroci, kljub temu, da je šola angleška, čim se pouk konča, vsak odmor, vsaka malca, vsak izlet, vsak rojstni dan, šport, seveda govorijo svoj domači jezik in to je španščina. Spravi, otroci so v španščini ful. Miha pa dela na španskem trgu, on pa je ves čas, jaz še, to bo novost kmalu, ampak jaz še nimam španske službe. Mislim, jaz še nimam službe tam, da bi tam bila zaposlena ali pa imela nek svoj posel v Salvadorju. In sem z španskim jezikom manj v stiku. Strik si doma, ok, ampak jaz večinoma telefoniram, delam maile, blog v slovenskem, Mini City tu, Trebuščki, Majneni, to vse slovensko, ne. Moja službena dela je 90% v slovenskem jeziku. Tako da sem zagotovo mogoče slabša od ostalih, ampak še kako leto, 2, pa bom lahko čist ok. Veš, da ne moram mimo tega vprašanja, nimam še službe oziroma posla v Salvadorju, ja, kako, Ja. kaj? Ja, glej, jaz pač vedno gledam tak, da če je že tako bilo namenjeno, potem to se res zgodi spontano. Mislim, Bog mi je priča, to se zgodi spontano. Nekaj iščeš. Ne bom še točno povedala kaj, ker nekaj dni še do zadnjih podpisov, do razglasitve imen in tak naprej, ampak bom pa namignila, to pa lahko čisto ok. Skratka, hočem povedati, da nekaj iščeš, ne, kot mama ali pa kot, kaj zase, nekaj iščeš in ni, ne. In to res rabiš in tu je samoumevno, da je.
In potem začneš spraševati druge mame, kje pa to kupiti? Ja, ni, mi to uvažamo z Miamija, pa tam, pa kako tega ni? Pa to je izjemnega pomena za varstvo, za varnost, za udobje, za to. Kako zdaj vsega tega ni? Ne? In potem kar en dan tako ležiš, rečeš, to je pa krasna poslovna priložnost. In potem to traja mesec, dva, tam nekaj čuješ, nekaj in potem rečeš, jaz sem začel to raziskovati, zavihaš rokave in začneš. In bolj ko padaš not, vidiš, to je to. To je ena krasna, nova, dodatna stvar, nova firmica, novo podjetje, ki se lahko začne odvijati tam. No in zato grem tudi zdaj v soboto na Švedsko, tako da namig, odkot bo sodelovanje, je zdaj znan. Rada bi samo, da se to spravi črno na belo, ampak glavnem, to je ena stvar. Pa še dve drugi se dogajata, no? Tako da nekakor mislim, da se bodo 3 dojenčki rodili v koncu leta 2024, morda en v začetku 2025, ampak 3 dojenčki prihajajo. Novi, poslovni. Čisto novi, poslovni, nič podobni dobenemu od zdaj. Dobena kopija tega, kar že imamo, ampak čisto novi. In to je izziv, da se pri 43 začne spet učiti področja, o katerem nisi imel dobesedno pojma. Ja, in to je mene je to malo strah. To moram priznati, to je taki vznemirjenje. Ampak si vedno rečem, pa sej sem že drugo zmogla, pa sej bom, pa sej se da naučiti, pa če se ful trudiš, pa bom in pol pač rinem in... Predvsem pa veš, da v tej zgodbi nisi čisto sama, ne? In je verjetno tudi zaradi tega precej lažje kot... Mislim, tokrat sem bolj sama kot kadarkoli, zato ker je Miha ni dal stran svojih stvari tukaj. Jaz lahko Minicity dam bistveno bolj stran, ker je to zgodba, ki zdaj sega v 10. leto. Je utečen posel, je posel, kjer sem bila mikroprisotna veliko let in kjer sva ga namerno peljala na način, da ne bova lahko. Mi to sem vedno mislila, da je najboljša firma, ko lahko greš za en mesec na potovanje in ko priješ nazaj, rečejo, še boljše nam je šlo. Zame je to uspeh. Za nekatere je uspeh, da rečejo, vse obvladujem, vse za vsak. Jaz ne vem več niti, ki imamo papir shranjen v Minicity, ker ne rabim več vedeti. In pripeljati do te stopnje pomeni, da imaš malo manj, ampak da zelo spustiš, imaš svobodo, najdeš dobre sodelavce, jih moraš zelo zaupanjem voditi in zelo dobro motivirati ves čas, da ostajajo tako predani, da ti je čist isto, kot če bi ti bil tam. In jaz ne rabim več tega mikromenedžiranja, medtem ko je Mihatova firma mlada. Tu je pa še druga faza prisotnosti njegove in on je še fejst pet v to. Hkrati je pa začel izjemno zahtevno stvar, to so finančne storitve in rešitve na tako divjem robinsonskem trgu, tudi brez znanja jezika, kontakte spostavi, druga dinamika odnosov je malo balkanski podobna. Več se zgodi na kavi kot tukaj. Več vez kot tukaj. Jaz pri Minicity nisem rabila ene veze v življenju. Mene ni doben stric, teta, bratranc, dobenga nimam znanega in tudi Miha ne, ki bi najo nekam spravo. Mislim, da nisem evra zaprla, sigurno na tej poti Minicitya, ker nekoga poznam, da bi en friend nekaj pripomogel, ali bratranc, ali kaj zvem kdo. Medtem ko je v Salvadorju teh vezi treba več, kar pomeni toliko več druženj, toliko več mreženj in tega. In je okupiran 110% primerjavi s tem, ko je bil potem prej samo v Sloveniji. Ne? Prej si rekla, ne vem, mogoče bom pa čez leto ali 2. To pomeni, da vprašanje, kdaj vrnitev nazaj, če sploh je na mestu, ni na mestu? Ne, absolutno je in tudi odgovor je zelo na mestu, da nimam pojma. Iskreno, nimam pojma. Prvič, finančno je Salvador, to mora nekdo prav pogooglati. To je izjemno zanimivo, ker to je največje presenečenje. Mi smo pričakovali, da bova blazno prihranila, ker bo tam smešno poceni. Šok. To je pa največji šok, ki smo ga doživeli. Vse razen nizke delovne sile, ki je za ston, je vse 30 do 40% dražje. Kot pri nas. Kot pri nas. Najemnine, trgovina. Ko kažem Salvadorcu Spar ali pa Hofer ali pa Lidl, veš, tisti letak, hrane. Akcija popusti. Pa on jim solze teče. On ne morejo verjeti. 1 pomaranča, $1. 1.
ena. Prisežem na svoje otroke in lahko tudi zelo lep članek narediva na to temo. Ti bom vse pofotkala v trgovinah, pa ti bom poslala. Padeš na rit. Drago je... Ampak potem se dejansko človek vpraša, ne, če je drago za vas, kako potem dejansko te na najnižji lestvici Sigurno, s tem, da moram povedati, da bi pa lahko preživeli z $200 na mesec vsi, ampak na žimnici na tleh v blatu z rižom in deževnico. In tako živijo oni. In to je $200 na mesec za celo družino. Premik v drugo sfero, našo, evropsko, naš slovenski standard, mi imamo nižji standard življenja tam kot tukaj, se pravi slabšo hišo, dobenih oblek ne rajš kupovati, veš, ker ne rabiš iti v kravati na sestanek, ne rabiš nakita, ni ta kultura, da moraš biti tako urejen kot v Sloveniji, ne rabiš ene drage torbice, pa enih očal, tam imajo vsi plastik, fantastik, ampak govorim o najemninah, o hrani, o gostilnah, o šolnini, ne? Kakorkoli tu šolnine ni, oziroma z našega bruta že gre ven, zdravstvo, ne? To vse so stvari, ki jih moramo mi tam plačevati. In hočem povedati, da spet bo ena taka matematična logika, ne bo čisto od tega, kako se bomo zdaj mi počutili pa odločili, malo bo tudi igralo vlogo o možnostih, ne? Tako dolgo šolnino plačevati toliko let, morajo tudi biti zagotovljene finance za toliko let, ne? Tako da to bo en tak zanimiv spekter, ampak jaz mislim, da kakorkoli bo ok. Koliko pa je, mogoče samo še to za konec, kakšna je to šolnina recimo po otroku? Kaj to pomeni draga in pa recimo najemnina? Zdaj omenila si tisto res za 10,000 evrov, ne? Ja, tista je res nedosegljiva, ne? Se pravi, najemnine se začnejo, govorim o hišah, ker stanovanja so, prvič jih je manj, drugič so v teh, to pa je zanimivo, nikoli nisem pomislila, stanovanja so večino v teh ogromnih steklenih stolpnicah. Država je pa vulkanska in se skoraj vsake 2-3 dni trese. In non-stop so potresi. Non-stop, vsake 2 dni te strese s postle. In ko sva šla midva gledati stanovanja v tam eno 22 nadstropje, ko zatrese, ne? O, ljubi Bog. Nama je to bilo tako scary živeti tam, da sploh ni primerljivo. Ampak najemnine se začnejo tam nekje pri 3,700, 3,800, pa nekje do 7. Govorim o zelo normalni hiši, velikosti 300, 400, 500 kvadratov, ampak stari 30 let. To ni nocavnica, pa en tak fajn kavč, to je prazna hiša, brez pohištva. Pohištva se pa ne da dobiti, ker vse je uvoz. In pohištvo je izjemno slaba ponudba, pa tista, veš, čist neevropska, nič moderno, taka temna, depresivna, težka. Tista masiva še verjetno, ne? Ko rabiš 10 decov, da ti bo eno umarco odnesli. Taka, veš, pa tisti taki umare, kot po nekem olju dišijo, ali kaj zvem, nič tak našega, lahkotnega, svetlega, belega, pozitivnega. Šolnina je pa tako, se pravi, to je IB šola. Trenutno je na svetu 2,4 milijona otrok v 159 državah sveta obstaja IB program. IB, mednarodna matura. Tale British šola, ki je tudi v Ljubljani, je tudi IB. Tudi isti program. Se pravi, ko ti to šolo v 12 letih končaš, tekmuješ z 2,4 milijone otrok po celem svetu, vsi pišejo isti test, zelo zanimiva filozofija, ampak to je še 1 ura pogovora, in potem ti je to lahko res stopnica tudi na Yale ali pa Harvard ali pa na kjerokoli fakulteto potem to Ivy League šol, kamorkoli. In šolnina je nižja kot v Sloveniji. Tukaj je okrog 13 ali 14, koliko sem preverjala na zadnje, tam je pa okrog 7-8. Namreč več, ko imaš otrok, malo dobivaš popusta in tako približno. Ampak to vsako leto malo gor gre, ne? Ampak vseeno, mi tukaj za šolo ne dajemo ničesar, tam je šolnina kakorkoli, to ni mali znesek, ne? To je velik. Za leto 2 prebrodiš, če pa razmišljaš dolgoročno, bojo pa mogli biti tudi dodatni prilivi. In v tem smislu sem jaz rada pripravljena na vse scenarije, tako da si bi rada poslala tako, da če pa bo srce, duša in počutje kazalo, da bi se tam radi videli bolj dolgoročno, potem bi rada poskrbela, da ne bo nek ta dejavnik stroškov tisti, ki bo rekel, ne, morate iti domov.
Tako da to je to. Jaz vidim, da bi lahko govorili in debatirali še ure in ure. Res hvala, da si vzela čas, ker vem, da imaš tako natrpan urnik te dni. Prijetno pot nazaj, vse dobro v Salvadorju in pri rojstvu teh 3 novih dojenčkov. Tako bom držala, seveda. In če ne prej, čez 1 leto, ko prideš nazaj, se spet srečava tule. To pa zagotovo, ker pridemo sigurno spet 1 leto novih izzivov. Ne? Ja. In novih dojenčkov, tako da ti bom povedala, kako bo šlo previjanje. In dogodivščin. Mogoče pa razmišljam o tem, da bi takrat še Miho malo zaslišali, še njegov pogled. Ali pa recimo, da prideš tja, pa pokažemo še malo, a veš, jih popeljemo izven studia. Kako že rečeš, ponavadi ta tvoj bog, ne? Ali kako si prej rekla, poskrbi kdaj za kaj takšnega. Naj poskrbi vesoljc. Jasna, hvala še enkrat. Hvala tebi.